12. krog v prvi A slovenski ženski kegljaški ligi je na kegljišču v Slovenski Bistrici postregel z obračunom med sedmovrščeno ekipo prvenstva Impolom in vodilno zasedbo Calcit 1 iz Kamnika. Dvoboj obeh omenjenih zased je ponudil veliko kegljaškega užitka in dokaj enakovredno rezultatski izkupiček vseh treh dvobojih. Obračuni so se končali izenačeno, tako da je bilo 3-3. V podrtih keglih pa so Kamničanke bile za 39 kegljev boljše od domačink, ter zmagale s 5-3, v podrtih keglih pa je bilo 3347 proti 3308. Ja, je bila kar napeta tekma, mogla sem se do konca boriti, ker v bistvu bi se lahko ful hitro obrnili, tako da sem ful vesela, da smo dobili to tekmo in da postajamo na prvem mestu. Impoljčanke, ki so v dosedanjem poteku prvenstva pestile poškodbe, se počasi vračajo v ustaljene kegljaške tirnice, kar se tiče njihovega renomeja med prvoligašicami. Tekma je na začetku potekala zelo super, kazala je v našo korist, ampak to je šport. Pri nasprotnicah Teja je bila zelo razpoložena, tako je tudi podrla rekord kegljišča. Jaz sem na koncu sicer uspela iztržiti točko, ampak na koncu je bilo to premalo. Posamezne zmage za domačo zasedbo so prispevale Ksenija Detiček, ki je podrla 586 kegljev, Petra Pečovnik 557 in Barbara Jurančič 556, ki je v tesnem obračunu premagala Ireno Koprivc, ki je podrla 543 kegljev. Sicer dejansko še bi lahko bilo več, se na drugi stezi malo slabše kegljala, tako da se potem tudi na rezultatu vidi, ampak na koncu dobro. Vseeno, dober izkupiček Pika je, čeprav ekipa je izgubila, ampak gremo naprej proti zmagam. Odlično predstavo pa je z novim rekordom kegljišča za ženske 622 podrtimi kegli pokazala Teja Repnik. Ja, sem zelo vesela, da imam končno nekje rekord kegljišča, ker sem nekje že ful blizu, pa mi je malo zmanjkalo, ampak zdaj pa končno je prišlo to. V 13. krogu pa bodo Impoljčanke gostovale v Radljah pri ekipi Remoplasta.